Dobro jutro, dober dan. Se vidi, da je sobota danes, a ne? Lep pozdrav na... Tako. Lep pozdrav na novinarski konferenci pred tekmo Hrvaška-Slovenija. Z mano sta Jaka Bioli in pa Boštjan Cesar. Bomo kar predali besedo najprej Jaki. Jaka, pričakovanja pred jutrišnjo tekmo, želje in tako naprej. Ja, dobro zaključiti sezono. Zadnja tekma sezone. Pripravili se bomo dobro na to tekmo in pokazati dobro igro na Hrvaškem. In jim dati eno tako dobro generalko za njih, za naprej, za svetovno prvenstvo in mislim, da smo dolžni za samega sebe, da igramo res na 100% in da tudi poskušamo dobiti pozitiven rezultat. Hvala lepa. Gremo kar na vaše vprašanje za Jako. Ja, evo, tako je. Jaka živa. Omenil si že, oni so v situaciji, grejo na svetovno prvenstvo, tudi trenutno imajo določen pritisk javnosti tudi zaradi rezultata zadnje tekme. Bojo izjemno motivirani, verjetno imajo vse razloge tega sveta, da ne samo zmagajo, ampak zmagajo čim više za domačo javnost. Koliko ste vi osredotočeni na to, da ostanete tudi vi motivirani, da enostavno lahko se zoperstavite temu, da se ne bi zgodilo kaj neprijetnega? Mislim, da motivacija proti Hrvaški nikoli ni vprašanje. Mislim, da imamo vsi nekaj znance tam, prijatelje, mogoče tudi nasprotni ekipi in ko je situacija takšna, si še vedno malo bolj motiviran, da pokažeš, da si boljši in da greš tudi tja po rezultat. Vemo, da so vrhunska reprezentanca in da so v neki drugi situaciji kot mi, da so še v nekih pripravah na res velike tekme in ampak za nas to ne spremeni dosti. Mislim, da mi se fokusiramo trenutno na sebe, na kako mi izgledamo na igrišču in da delamo neke korake naprej, ker nas čakajo neki drugi cilji čez par mesecev. Rekel si znanci, prijatelji, soigralci, zdajšnji, nekdanji, te medsosedski odnosi. Je bilo kaj zbadanja? Oni seveda nas lahko zbadajo zaradi tega, da grejo na svetovno. Kaj lahko mi njim rečemo nazaj? Dobro vprašanje. Lahko jim rečemo samo po tekmi, ko odigramo eno dobro tekmo in da jim res damo eno dobro generalko, kot sem že rekel, in da tudi poskušamo dobiti pozitiven rezultat. Mislim, da neka zbadanja niso trenutno primerna, da smo lahko samo tiho in delamo in da čakamo, ko tudi rezultati pridejo. Hvala, srečno. Hvala. Mogoče še že vaša TV, mogoče v tej tekmi s Ciprom, ko ste preizkušali nove različice, pa to, če ste verjamem upravili analizo, bo več o tem selektor, pa morda vi igralci, kaj ste opazili, kakšen je takole 2 dni kasneje vtis? Pa mislim, ti si bil že tudi po tekmi, Cipr doma, tekmo je treba zmagati in vemo, da smo razočarani glede rezultata, ampak ko pogledamo neko malo širšo sliko, mislim, da smo ustvarili res neko lepo število priložnosti. Tekma se hitro spet odvija neko drugo stran, hitro smo prejeli gol, ampak smo poskušali potem celo tekmo, da pridemo do zmage, da pridemo do rezultata, ki smo si ga želeli. Neki principi, ki jih želimo, mislim, da so bili vidni v igri. Normalno pa, da moramo še več, da rabimo še več neke odločnosti v zadnji tretjini, nekaj malo več kontrole mogoče v obrambi in bo prišlo, mislim, kot sem že rekel, zelo specifični tekmi sta zdaj to ampak mislim, da bo vidnega tudi veliko dobrega, čeprav občutek mogoče ni takšen. Korošci ste zelo močni, prej sva z Andrejem govorila, koliko je Koroška močna regija, zdaj ste dobili še enega novega, kako gledaš na to Koroško regijo v nogometu? Ja, ne, zelo vesel, da nas je čim več. Normalno, da bi si tudi mogoče želel, da bi klubski nogomet bil na malo boljši ravni, kot je trenutno. Situacija glede tega glih ni rožnata. Ja, vedno smo bili, vedno tudi bomo, sem prepričan, da bojo še prišli mlajši za nami in je lepo to videti. In kot sem že rekel, sam da se tek nadaljuje, pa bomo skušali tudi na neke druge načine pomagati tudi na te strani, da bi tudi klubski nogomet se dvignil malo. Jako pozdravljam. Še ena stvar, ki me zanima v tekmi s Ciprom in sicer gledalci.
Žal v Sloveniji nismo navajeni, da so polne tribune na prijateljskih tekmah z tako imenovanimi manj atraktivnimi tekmeci. Tukaj je bilo 8-9 tisoč gledalcev, veliko mladih obrazov. Kako si videl to? Zelo vesel glede tega. No, mislim, da sem tudi že večkrat to rekel, no, da sem se malo bal mogoče v nekih situacijah, ko malo mogoče ni navdušenje tako veliko glede reprezentance in potem se hitro stvari obrnejo in je bilo res lepo videti, no, to polne tribune in tudi navijanje je bilo na pravi ravni, zato je mogoče še malo večje razočaranje, no, konec koncev, da tekme nismo zmagali. Ampak upam, da so mladi uživali, no, da so imeli en lep dan. Tudi konec koncev videli so dosti priložnosti in upam, da so šli veseli spat. To je najbolj važno z nekimi vzorniki, da smo jim dali tudi malo svojega časa po tekmi in ja, upam, da bo tudi v nadaljevanju leta jih še več in da bo res stadion poln, no, da pride na tekme uživati in nas podpirati. Še eno vprašanje o tvoji sezoni, tako me zanima glede energije, ki je zdaj gre proti koncu sezona, prvič na Otoku po letih v seriji A, kakšni so občutki, takole, kaj vse si strnil, kaj bo po tvojih pričakovanjih, kaj mogoče po tvojimi pričakovanji, kako se gledaš na vse to, kar si doživel v tej sezoni v Lipsku? Zelo zanimiva sezona, bom rekel. Velike energije vložene v celotno sezono, dolga sezona, ampak na koncu, ko potegne črto, sem zelo zadovoljen, kako je šla. Tudi normalno, kot vedno rečem, vedno so vzponi in padci, ampak ja, na koncu si ne bi mogel želeti več od sezone letos. Mislim, da je bilo nad pričakovanji. Pričakoval sem, da bo zelo težka, kar je tudi bila, ampak mislim, da sem se dobro spopadel s tem in tudi kar se kluba tiče in klubskih ciljev smo bili uspešni in upam, da bomo lahko nadgradili še to naslednjo leto. Dober dan, jaz bi povprašal o tekmi s Hrvaško. Kaj bo na malem stadionu, na tej generalki najbolj pomembno z vaše strani? Kako igrati, kako začetek tekme, razmišljanja? Mislim, da je najbolj pomembno, da pridemo pripravljeni tja, no. Da vemo, kaj pričakovati. Tekma bo zelo težka, oni bojo prišli motivirani, poln stadion, mali stadion, kar je ponavadi še ustvari neko dodaten pritisk in ja, še dodaten nek veter v njihova jadra in definitivno treba biti pripravljen na to, da bo tekma težka in da bo treba biti od prve minute res pravi, da se ji lahko zoperstavimo. Hvala lepa. Še kakšno vprašanje za Jako? Mogoče še nekaj v Premier ligi. Morda dva Slovenca sta bila tam, ko sta oba prišla. Kako je bilo takrat in kako zdaj ob koncu sezone, koliko bolj poznajo slovenski nogomet, koliko so tebe osebno spraševali, morda v Šeško, kako sta vse to doživljala, dva Slovenca tam na Otoku? Mislim, da zelo pozitivno. Od začetka, ja, oba smo imela mogoče malo težav od začetka sezone, kar je tudi normalno, tudi drugi igralci, ko pridejo, ogromno igralcev ima težave in tudi ne uspejo pravzaprav izplavati iz teh. Mislim, da tudi Beni je res pokazal, kaj zmore in da so videli v Angliji, da je en vrhunski napadalec in da tudi mogoče gledajo malo z drugimi očmi že zdaj za naslednjo sezono na njega in tudi sam sem, mislim, da v isti luči se predstavil našim navijačem in tako da ja, pričakovanja pred novo sezono bojo še večja in zato bo to še večji izziv za naju oba, ker pol enkrat, ko postaviš neko lestvico, je to najtežje pol držati ali pa še vzigant, tako da upam, da bomo oba to zmožna narediti. Kako drugačen pa je Jaka po enem letu v Premier ligi, kaj si se morda naučil? Pa vsako leto ti da nekaj, vsako leto igranja nogometa, vsako leto tudi življenja samega ti se nekaj naučiš. Ja, bi rekel, da še bolj verjamem samega sebe, no, da sem še lahko malo bolj samozavesten, kar se teh stvari tiče in da sem videl, da zmorem, no, tudi na tej ravni in kar se mi zdi zelo pomembno za naprej in ja, vidim, da lahko še več, tako da se ne bom zadovoljil s tem in upam, da lahko še naredil kak korak naprej.
Samo še eno vprašanje. Ja, v redu. Kakšen trenutek na igrišču, ki ti bo najbolj ostal v spominu, kakšno pokrivanje, kakšnega zvezdnika, kaj tazga, kakšna anekdota? Pa mislim, da z Benijo, mislim, da mi bo ostalo najbolj v spominu neki malo drugačni občutki, bi rekel, mislim, ko z nekom igraš toliko časa, pa pol na drugi strani. Še neki si še malo bolj skoncentriran, si še malo bolj želiš, da ne da gola. Tako da ja, mislim, da z njim tudi z Manchester United, da me nek naš derbi, največji tam navijači si želijo rezultata proti njim in mislim, da ta tekma je takšna, ki je malo bolj posebna od ostalih. Hvala lepa. Saj jaz nisem hodil, če sta že vidva začela, pa tisto med nogami, ki ti je porinil, sta rešila že ali? Ni bilo treba, če bi dal gol, bi bila druga stvar, tak pa, kot sem rekel, za obrambnega ene trenutki spremenijo potek tekme, ali imaš dobro ali ne, če bi dal tam gol, bi bila malo druga stvar, tudi za njega konec koncev. So trenutki v tekmi, ko vedno odločajo, a gre v eno stran ali pa drugo. Hvala. Hvala lepa, Jaka. Zdaj pa nadaljujemo s selektorjem Boštjanom Cesarjem. Boštjan, tekma s Ciprom je za nami, zdaj oči so odprte samo še v Hrvaško. Polne tribune bodo, štadion je razprodan, pričakovanja, želje. Ja, res je, imamo še danes trening, še zadnje detalje, da se pripravimo dobro na Hrvaško. Vemo, da igrajo doma zadnjo tekmo pred svetovnim prvenstvom, tako da pričakujem odločnost iz njihove strani, mi pa moramo biti še bolj agresivni, bolj skoncentrirani v obe dveh fazah, ker vemo, da igramo proti top 10 ekip na svetu. Tako da zelo pozitivno, da igramo pred polnimi tribunami in tudi pričakujem tudi naše navijače tam in verjamem, da se bomo dobro kosali z njimi. Hvala lepa, gremo kar na vaše vprašanja. Selektor, dober dan. Podobno bom vprašal kot Jako. Hrvaška je izjemno motivirana, oni potrebujejo res čim boljši rezultat po Belgiji pred svetovnim prvenstvom. Ne bom rekel, a se bojite, ampak koliko opozarjate svoje igralce, da bo to res z njihove strani izjemno motivirana, težka tekma in da če ne boste čisto pravi, bi zelo hitro lahko tudi padelo v nek mlin. Kako se pripravljate na to stvar? Pa če se vrnem mogoče na Ciper, pred tekmo s Ciprom, že prve dni sem že opozarjal in glede nas, mi moramo biti pravi, to niti ni dileme glede igralcev, da bojo Hrvati motivirani, ampak jaz izhajam iz sebe, od naših igralcev, tako da tudi oni so normalno z boljšimi nasprotniki še bolj motivirani, ampak kot sem že prej rekel, mi moramo res na visokem nivoju, če hočemo parirati proti Hrvaški. Ne bojim se pa nobenega. Pričakujete, da boste oziroma načrtujete, da boste manj menjali, nekako bolj gledali na rezultat, na potek tekme zaradi specifičnosti tekme, specifičnosti nasprotnika? Ne, bom tudi menjal. Normalno, kot sem že rekel, te 4 tekme so tudi za mene eno vodilo, da vidim, na kere igralce lahko računam v septembru in izhajam iz sebe in mi moramo biti res na top nivoju. Koliko ste mirni ob vsem, kar vas obkroža recimo v javnosti, koliko ste mirni, imate slabo izkušnjo iz Maribora, s koliko drugačnimi ljudmi tukaj delate, da lahko nekako delate na dolgi rok, da imate ta občutek zaupanja pa možnosti nekako graditi? Slabo izkušnjo v Mariboru? Ja. Zaradi česa? V bistvu se je verjetno hitreje zaključilo, kot bi si vi želeli. Verjetno bi si želeli nekaj več časa, nekaj več prostora, nekaj več manevrskega. Ja, to je res, ker v nogometu ni vse od tebe odvisno, mora biti tudi struktura v klubu takšna. Če pogledam za nazaj, za Maribor, mislim, da smo vrhunsko oddelali sezono, da smo sigurno s 30-40% slabšo ekipo osvojili drugo mesto, da je Maribor v tej sezoni 5 trenerjev zamenjal, tako da če gledam, so dosta pozitivne stvari, glede mene, tudi moje izkušnje so bile ogromne tam, da sem dobil v teh 8 mesecih. Kaj se tiče tukaj, je čisto drugače, normalno se ne obremenjujem, kaj kdo govori, kaj kdo piše, tako da jaz sem skoncentriran maksimalno na svoje delo, na fante, ki jih imam, tudi ne nazadnje smo teh 3 tekmah
se kar dobro predstavili, v nekih fazah normalno mogoče malo preveč napak, ampak če se vrnem nazaj na Ciper, 37krat so malo statistike, smo malo gledali, 37krat smo prišli v kazenski prostor. Mislim, da Slovenija v zadnjih 2 letih ni prišla toliko v kazenski prostor, da smo imeli nešteto šans in tudi s fanti, ko se pogovarjam, so rekli, da so imeli občutek, da z lahkoto prihajamo v 16-metrski prostor, je pa to, kar je že Jaka rekel prej, moramo živeti za ta gol, moramo biti agresivni in če imamo eno šanso, 2, da ne govorim 7-8, kar smo jih imeli proti Cipru, moramo zadeti večkrat. To je pa realnost in normalno s tem pa nisem zadovoljen. Je Hrvaška ena taka idealna priložnost za mirno poletje in miren vstop v jesen? Pa normalno, vsaka tekma in vsako tekmo mi gremo na zmago, normalno moramo biti pa realni, da tudi s kom igramo. Kot sem rekel, Hrvati bojo sigurno šli na glavo, če lahko tako rečem, mi pa moramo biti skoncentrirani 95 minut. Hvala, srečno. Hvala. Dobar dan, selektor. Morda še to vprašanje glede motivacije, če se navežem. Pričakujete mogoče od tistih manj izkušenih igralcev, da bojo tudi zaradi tega, ker igrajo proti Hrvaški, pa zaradi tega, ker je to priložnost, da se dokažejo na tej tekmi, morda naredili kaj več, recimo pred septembrom? Da jih motiviram še več. Mislim, če pričakujete mogoče, če boste dali tudi mlajšim oziroma pač neizkušenejšim malo več priložnosti, ali pričakujete mogoče od njih kaj več? Normalno, jaz dajem priložnost onim, ki si zaslužijo, tako da sigurno bom dal tudi priložnost mlajšim, ampak to ne igra vlogo, je mlajši, starejši, važno je, da se vklopi, da dela to, kaj si želim. To je pa mislim, da samo plus za vse, sploh pa za te mlajše, da tudi dobijo občutek velike tekme, ker vemo, da Ciper je ena, Hrvaška je druga in to je sigurno en plus za njih v njihovi karieri. Pa morda še vprašanje, vem, da ste osredotočeni na sebe, ampak omenili ste Hrvaška top 10 reprezentanca na svetu. A ste morda presenečeni, da na stavnicah za svetovno prvenstvo kotirajo kot 20. reprezentanca? Govorimo o reprezentanci, ki je na zadnje bila 3., predtem je bila v finalu. Kako gledate morda na to, če bi pokomentirali? Samo se vem, da je bila tudi tam sprememba malo generacije, ampak vendarle, 20 verjetno niso. Ne? Pa mislim, da tudi že prva zadnja dva svetovna prvenstva so kotirali tako slabo na začetku. Na to so prišli do konca. Mislim, da imajo oni največji problem prijeti iz skupine. Ko bo prije skupina, so pa zelo nevarni, da lahko prijedo do konca. To so na zadnje tudi pokazali. Me pa ne preseneča, da jih tako dajo, ker nimajo takšno širino kot recimo Francozi, Španci, Portugalci. Dobar dan, gospod selektor. Vprašanje, razmišljate tudi na tej tekmi, vsaj v delih tekme, v spremembah sistema, iskanju sistema, drugače s 3 centralnimi spet? Mi bomo danes probali, normalno tudi še čakamo tudi informacijo, kako bo Hrvaška igrala, ampak mi imamo svoj sistem, normalno, da bojo to prvo slišali igralci, da bomo probali. Danes normalno je pa tudi, kot sem že dostakrat rekel, imamo tudi rezervni sistem, ki lahko v določenem poteku tekme tudi spremenimo. Ne, na zadnje smo igrali 2 tekmi s 3, eno z 4, tako da bom prvo rekel z igralcem danes, nekako kako bomo igrali. Dobar dan, Boštjan. Evo, še eno vprašanje, glede na včerajšnji pogovor. Torej 24 ur po tem pogovoru ste rekli, dajte me vprašati naslednjič, kakšno je stanje v reprezentanci, kako je zdravstveno, ker je včerajšnji dan bil namenjen regeneraciji, pa me zanima, ali vsi igralci, ki so na seznamu, odhajajo v Varaždin, a so kakšne spremembe, a je bila še kakršnakoli zdravstvena težava po tej tekmi? Hvala Bogu, vsi igralci so zdravi, normalno so še nekateri igralci, ki so igrali več minut, še nekoliko zmatrani, ampak danes bo prilagojen trening, tako da zaenkrat so vsi zdravi in konkurirajo za to tekmo.